Pozdravljeni na Game Gangu. Danes smo za vas pripravili recenzijo akcijske role-playing survival igre Tribes of Midgard. Po naslovu lahko verjetno že ugotovite, v katerem okolju se igra odvija, seveda v nadvse popularni nordijski mitologiji. Igra nam v prvem zagonu predstavi zgodbo, ki se vrti okoli svetega drevesa Yggdrasil. Zadolženi smo ga braniti pred tako imenovani Helfingi, ki vsako noč napadajo našo vas, ter pa Jotuni, ki so giganti, ki se pojavljajo na mapi. Zgodba je dobro predstavljena, a v sami igri ni poudarka na razvoju zgodbe. Dialogi so kratki in nepomembni in tudi naš lik se osebnostno ne razvija. To je pa zato, ker so ves trud in fokus razvijalci Norsefell Games namenili mehanikam v igri. Kot sem že omenil, Tribes of Midgard je survival ARPG. Ima pa tudi pridihe roguelike žanra, ki ga je zelo popularizirala igra Hades. Obstaja več načinov igranja, imamo saga mode, kjer imamo jasen cilj, ki ga moramo doseči. Ko je ta cilj opravljen, se igra enostavno zaključi. Potem je pa še tukaj survival mode, kjer igra traja dokler zdržimo oziroma dokler nam nasprotniki ne uničijo Yggdrasila. Igra ima vse aspekte survival igre. Nabiramo surovine in s tem izboljšujemo orožje in bazo, vse z namenom, da lahko napadamo močnejše nasprotnike in zdržimo v svetu čim dlje. Vsakič, ko svet premagamo ali izgubimo, pridobivamo XP točke. Te pa služijo, da odklepamo dodatne bonuse, dodatne like, orožja in še več. Tukaj se vidi ta roguelike pridih, da s tem, ko igramo in se izboljšujemo, smo zato tudi primerno nagrajeni in imamo potem iniciativo, da gremo vedno znova v igro, da se vedno vračamo. No pa posvetimo sedaj svetu Tribes of Midgarda. Grafično ni igra nič posebnega, mi je pa stil, ki so ga obrali, všeč. Ni pomembno, da je vse hiperrealistično. Ni potrebno, da je vse hiperrealistično, da deluje. Sama mapa je zelo raznolika in kar mi je najbolj všeč je to, da se spreminja. Posamezne lokacije iz igre v igro spreminjajo svoj položaj na mapi, kar ohranja raziskovanje sveže in izzivajoče. Igro ni mogoče igrati na avtopilotu. Druga stvar so potem nasprotniki. V svetu boste našli veliko različnih nasprotnikov, najzanimivejši seveda Jotuni, ki so ogromne pošasti, ki jih moramo ustaviti, preden dosežejo našo bazo. Nadaljujemo sedaj z orožjem in nasplošno z bojevanjem. Tribes of Midgard nam ponuja ogromno varianco med tem, kakšen igralni stil želimo imeti. Kot nov igralec dobimo dve možnosti za izbor, in sicer rangerja ali warriorja. Nato za dodatni izzivi odklepamo ostale like. Vsak od njih ima unikatne moči in sposobnosti. In prepričan sem, da se boste brez problema poistosvetili z enim izmed likov in vam bo njihov način bojevanja všeč. Orožje so potem še en del igre, kjer ne razočara. Zelo všeč mi je povezava med orožji ter sestavinami, ki jih potrebujemo za njihovo grajenje. Če naberemo sestavine iz snežnih predelov mape, bodo orožje in oklep imela karakteristiko tistih lokacij. In isto velja za ostale lokacije. Z veseljem preizkušam nova orožja in raziskujem vse te lokacije ravno zaradi tega namena. To so sedaj vse pozitivne lastnosti igre in ne mislite, da je igra brez pomanjkljajev. Kajti tako kot vse, tudi Tribes of Midgard ni popolna igra. Jaz osebno sem eden tistih gamerjev, ki jim je zelo pomemben zvok v igri. In glasba ter zvoki v Midgardu so povprečni v najboljših primerih in hudo pomanjkljivi v najslabših. Ko menjamo lokacije iz snežne v gorato v gozdno, se s tem tudi spreminja glasba v ozadju in tukaj je zadeva še sprejemljiva. Kjer me najbolj razočara je pri bojevanju. Ko se bojujemo, glasba ne podpre dogajanja na zaslonu. Naprimer smo v epskem dvoboju z Jotunom, a tega žal ne občutim v popolnosti, ker ni glasbene podpore. Edina stvar, ki je še omembe vredna, je to, da če želite igro kvalitetno odigrati, morate biti pripravljeni vsaj 2 ure preživeti nemoteno v igri. Igro lahko igrate solo, ampak prava zabava je po mojem mnenju v co-op načinu, kjer se povežete z maksimalno 10 igralci in skupaj branite vaš svet. Igra zajema kar 3 žanre, kar je zelo težka naloga. Imam pa včasih občutek, da so določene atribute izpustili.
Roguelike progresijo bi lahko dosti bolje dodelali oziroma dodali še več kozmetičnih dodatkov in izboljšav, ki jih lahko pridobimo. Potrebno je omeniti, da bo igra dobivala nadaljen razvoj, tako da po vsej verjetnosti bodo vse te zadeve še dodajali, ampak zaenkrat bi vseeno si želel malce več. Seveda, če omenim, da je igra na voljo za samo 20 €, se zdi, da je ne glede na vse, kar sem povedal, igra več kot vredna tega in bi jo priporočal vsakomur. Tribes of Midgard je nov dokaz, da igra ne potrebuje trojnega A založnika, da doseže pričakovanje igralcev. Moje upanje je, da bo vse več razvijalcev seglo po formuli manj je več, kot so to storili pri Northfell Games in nam za nižjo ceno ponudili maksimum, kar lahko. To je vse od nas z Game Ganga. Hvala, ker ste bili z nami za recenzijo Tribes of Midgard in se vidimo naslednjič.